Razmere na Bližnjem vzhodu se še naprej zaostrujejo, slovenski državljani pa so po uspešni evakuaciji zdaj na varnem doma. Med tistimi, ki se je vrnil s prvim avionom, je tudi Boštjan Bavčar iz Murske Sobote, ki se je na potovanje v Dubaj odpravil s svojim sinom. Lepo pozdravljeni. Zdravo. Najprej seveda vprašanje, kakšen je zdaj občutek, ko ste v svoji domovini? Dober, super. Že prvi dan je bilo tisto vneseno, najprej verjetno posledica tega, ker smo se varno vrnili domov, drugače pa je občutek v redu. Preden ste se odpravili na potovanje v Dubaj, ste imeli kakšne posebne razloge, da ste izbrali to destinacijo? Ste bili morda strani koga opozorjeni, da bi lahko prišlo do kakšnih zapletov? Destinacijo sem izbral, ker je pač potovanje, ta agencija je namenjena pač potovanjem za otroke, tako da tudi to potovanje je nekako prilagojeno otrokom. Moj sin je star 6 let, tako da v bistvu nekako potovanja prilagajam njemu in zato sem pač izbral to destinacijo. Kateri dan so se pojavile te prve težave? Kdaj ste se začeli pravzaprav zavedati, da se nekaj dogaja? Kaj točno se je zgodilo? V Dubaj smo se odpravili v ponedeljek, 23. Morali bi se vračati v nedeljo, 1. marca. V soboto popoldne sem potem zaznal, oziroma izvedel novico, da je Iran napaden in že takoj sem imel ta slab občutek, da bo to vplivalo na našo vrnitev. In potem se je dejansko izkazalo tako. Vi ste bili nastanjeni v Global Village? Ne, Global Village je bila pač točka, mesto, kjer smo se nahajali, ko je bila odrejena evakuacija in ko je bilo rečeno, da se vračamo v hotel. Tako da do tedaj je še vse potekalo normalno, pol pa ravno ko sem bil v Global Village, sem tudi posnel prelete rakete. Verjetno je to bila raketa iz protizračne obrambe. In prodajalci so nam nekako sugerirali, da je tako najboljše, da gremo domov. No in potem, ko pa je prišlo do tega dogodka, je prišlo obvestilo, da se vračamo, da se moramo vrniti na zbirno mesto, tako da tudi med vsemi ostalimi gosti, ko sem se vračal proti izhodu, se je videlo, da so nekako napeti, gledajo telefone ali pa v nebo, pa kar nekaj se jih je tudi podalo proti izhodu. So bili to glasni zvoki, kako je na vse to reagiral vaš sin? Ni se preveč razburjal, za njega je to bil pač ene vrste ognjemet, ne pozna še tega izraza, dobesedno vojna in kaj to prinaša. Tako da ves čas je prišel enkrat trenutek, ko je začutil tisto napetost med množico v tem čakanju na evakuacijo, ko je rekel, da mu ni prijetno, načeloma pa so se otroci zabavali. Tudi tam, ko smo čakali v Omanu na evakuacijo na letališču, igrali, tako da za njih je čas mineval v igri. Tudi tedaj, ko sva še bila v hotelu in čakala na evakuacijo, sem nekako ga animiral oziroma se potrudil, da je bil ves čas aktiven, sva raziskovala na bližnjo okolico, ker dlje nismo smeli iti. Klical je svoje sošolce, prijatelje v Slovenijo zvečer, tako je bil zaposlen. Ste se pogovarjali tudi z domačini, kakšno je njihovo zaupanje pravzaprav v vodstvo države, v prihodnje razmere? Domačini, pa tudi rezidenti, ker z domačini niti nisem imel kaj preveč stika, z rezidenti, to pomeni z vsemi temi delavci, ki prebivajo tam. Sem imel nekaj kontakta z enim staršem, ko sta se otroka igrala.
V bistvu smo že prej bili opozorjeni, da ne smemo kritizirati ne oblasti, ne vladarske družine, tako da temu sem se jaz izogibal in tudi nihče drug ni omenjal. Je pa bilo zaupanje in tudi občutek varnosti je bil prisoten, sam se nisem bal za svojo varnost, je pa res bil potem nek tisti občutek nelagodja, negotovosti, ko ne veš, kdaj bo prišlo kdaj se bo izvedla evakuacija, kdaj bo šel domov. Kdaj ste imeli vi planiran povratek in kdaj je potem dejansko prišlo to letalo, s katerim ste prišli? V nedeljo, zgodaj zjutraj, da bi se naj vračali proti domu. Evakuacija se je pričela v torek zjutraj, ko smo mi iz naše skupine, pa v naš hotel so prišli še potem ostali Slovenci, ki so bili predvideni za prvo letalo, tako da 4 avtobusi so se potem odpravili proti Omanu. In zvečer smo prišli na letališče, odleteli smo pa potem naslednji dan, nekje okoli 11. ure, tako da smo se vrnili v sredo pozno zvečer v Slovenijo. In to je bilo tisto prvo letalo. Kako je bilo z informiranostjo, od koga ste dobili informacije, kako dolgo je trajal potem ves ta transport do letališča? Transport je bil kar dolg. Pozna se razlika med Dubajem in pa Omanom. Prva država živi za turizem, druga ne, tako da so potem tudi vsi ti birokratski mehanizmi manj prijazni za potnika in do meje je z nami potovala veleposlanica in vojaško spremstvo, naprej pa nas je spremljal predstavnik veleposlaništva in potem tudi skrbel za informacije, ki so prihajale vsaki uro na 2 uri. Sprva je bilo predvideno, da letimo zvečer, potem se je to podaljševalo. Informacij ni bilo, ampak pač, da se podaljšuje. Na koncu je bil let ob 2 zjutraj preklican, tako da je bilo tisto vse prisotno nelagodje, ampak smo se morali prilagoditi, za silo prespati, predvsem sin je potem, ko se umoril, lahko spal in to sem vesel, da je lahko nekako prespal ves tisti stres, ker se je zbudil, oziroma sem ga zbudil šele, ko je prišel znak, da se začenja evakuacija, oziroma da je letalo, ki je namenjeno za našo evakuacijo, zabeleženo in pa je vse steklo hitro. No, vtisi slovenskih turistov oziroma državljanov, ki so se vrnili, so različni, različno ocenjujejo samo evakuacijo. Kako bi vi ocenili? Uspešno, zato ker smo se uspešno vrnili. Vse, kar je bilo vmes, pa je posledica improvizacije oziroma veste, če je vključenih veliko akterjev v takšnih zahtevnih razmerah, ne poteka vedno vse tekoče. Tako da varno smo se vrnili, to je pomembno. Ste bili lačni, žejni, na hladnem? Ne, jaz sem že prej nekaj vode pa hrane nakupil, sva imela s sinom potem s sabo zalogo, smo pa potem takoj dobili, ko smo čakali na letališču tam v Omanu, sendviče, vodo, pa potem tudi na letalo 2 obroka. No, seveda so imeli pri evakuaciji prednost, se pravi starši z otroki. Po nekakšnem ključu so potem sestavljali tudi seznam. Ste opazili potem na letalu, da so bili v vaši družbi predvsem starši z otroki ali tudi posamezniki brez otrok? Ne, starši z otroki. Tako da je to, moram še pripomniti, pač bil prvi let in zdaj naslednji so leteli iz Dubaja, koliko sem slišal, tako da se je takoj poznalo, da je bila lažja organizacija in tudi je vse potekalo bolj tekoče.
tu se vidi razlika med Omanom in pa Dubajem. Veliko se je medijem očitalo tudi napihovanje v celotne situacije. Kako bi vi ocenili tisto dogajanje? Kako zelo, se pravi, napeto je bilo? Mediji vedno napihnejo, morajo pač podajati senzacionalistične zgodbe, ki se potem primejo pri ljudeh, ker ljudje pač tudi to zahtevajo, no. Jaz sem se več čas počutil varnega, tudi informacije strani naše agencije so bile primerne, skrbeli so za pretok informacij in konkretno obveščanje, tako da se jim zahvaljujem. Je res, da so se čutili, videli posledice te vojne, ampak ne tako zelo, da bi bili ogroženi. Ste se o povratku pogovarjali s kom drugim? Je imel kdo podobne ali drugačne izkušnje kot vi? Mislim, pogovarjal sem se tam potem s posamezniki, ko smo čakali, sem kontaktiral s takimi, ko smo nekako se vzajemno motivirali, spodbujali. Seveda so prišli trenutki tesnobe, negotovosti, ampak načeloma smo bili vsi pozitivni, no. Zdaj vemo, da je letalsko osebje ponavadi zelo ustrežljivo. Ste morda opazili, da so bili v tej situaciji o povratku morda še bolj sočutni, mirni, empatični? Mislim, pomagali so nam, meni je bilo pomembno to nasmeh na obrazu posadke, potem, ko smo čakali na menjavo posadke in pa do toga goriva v Jordaniji, so na željo skuhali kavo, potem dovolili so nam, da gremo ven na ta most, stopnice pred letalom. Potem sin je lahko šel pogledati v pilotsko kabino. Tako super, no. Sem tudi njim hvaležen, no. In zdaj, ko so se stvari umirile, kako na vse skupaj zdaj gleda vaš sin? Pa pozitivno, saj že ves čas, ko sem se pogovarjala, ko sem ga spraševal, bil pozitiven, oziroma je to za njega neka nova, bogata izkušnja. Verjamem pa, da čez nekaj let mi bo pa vedel povedati, potem izraziti svoje čustva na vse skupaj. Ampak verjamem, da je to naložba v njega, že samo potovanje brez tega dodatnega scenarija je bilo zamišljeno kot pridobivanje novih izkušenj in novega pogleda na svet. Tam je bil deležen interakcije z različnimi kulturami, rasami in mislim, da se je imel lepo. Bi še kdaj potovali, zdaj po tej izkušnji v ta del sveta, in kaj je bilo tisto, kar vas je najbolj navdušilo? Drugačnost, ne. Saj načeloma sem zaljubljen v Slovenijo, rad imam gore, hribe, vse to zeleno okoli sebe, tako da tam bi težko živel. Je pa zanimivo to, da je pač drugačna pokrajina, drugačna kultura. Imaš možnost videti potem tudi že v Istanbulu, ko smo čakali na letalo, to mešanico kultur. In je res, da je tudi Dubaj nekako prilagojen oziroma namenjen turistom, tako da lažje potem konzumiraš vse skupaj. Je tudi veliko sodobne tehnologije, tako da to je zanimivo. Pa veliko atrakcij je na kupu, tako da sem imel namen v bistvu že pred potovanjem, sem nekako izrazil, da če se bo to potovanje pozitivno išlo, da bi naslednjič potovala v Abu Dhabi. Zdaj ne vem, kako bo z Abu Dhabijem, ker so pač razmere takšne, kot so. Bova pa sigurno potovala s to agencijo še kam. Boštjan Bavčar, najlepša hvala za vse povedano in veliko uspešnih potovanj še naprej. Hvala. Spoštovani gledalci, najlepša hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.